Torej, dobrodošli na tem webinarju, kjer bo govora o webinarju, animaciji in tudi videih, ki pa je prišel do nekega manjšega škratka in mislim, da ni šlo dalje podatek, da bo tudi govora o videih, ampak pač jaz bom tole dodal in zaokrožil in bomo tudi o tem malo spregovorili. Predlagam, da pač zadeva poteka tako kot ponavadi na webinarjih, oziroma na prejšnjih webinarjih, ki smo jih organizirali, smo čisto na koncu dali možnost pač ljudem, da vprašajo, povejo, kar jih zanima. Danes pa, ker imamo te 3 sklope, bi jaz to počel po sklopih, ne. Seveda sem odprt za vprašanja tudi na koncu, ampak najboljše, da pač ko zaključim nek sklop, gremo dalje z vprašanji z vaše strani, rešimo vprašanja in gremo dalje na pač drugo temo. Torej, ja, bom kar začel o webinarju. No, webinar je v bistvu okrajšava za web-based seminar. V bistvu nek spletni seminar, ki se mu pač dali ime webinar. Webinar omogoča v bistvu aktivno udeležbo vseh, ki se prijavijo. Omogoča v bistvu tudi diskusijo med vsemi prisotnimi, in ne le posredovanje informacij. Webinar je med drugim odličen pripomoček za izobraževanje. Omogoča neposredno komunikacijo z udeleženci, ki se v bistvu sproti vključujejo v sam proces učenja. Webinarji so najavljeni naprej in z naprej določeno temo, v bistvu tako, kot smo naredili do tega. Torej, PINA v bistvu na tem je v bistvu letos organizirala skupaj v sodelovanju z Studiem 12 iz Ljubljane različne webinarje, ki so potekali v sklopu projekta NVO Vid. Zdaj bi še na kratko 2 besedici povedal o projektu, ki se mi zdi vseeno zanimiva zadeva in pač potrebna omembe. Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je NVO Vid. Torej, tale mreža je trajnostno, profesionalno in referenčno stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za opolnomočenje nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij ter za kakovostno življenje v informacijski družbi. Mreža povezuje mreža povezuje nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo. Ja, široki pojmi, ampak so recimo z zadevo, kot je tale webinar, tudi dokaj oprijemljivi, ne. V mrežo pa so vključene naslednje organizacije: INEPA, Inštitut za elektronsko participacijo, Lugos, Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije, PINA ter Studio 12, elektronski in TV mediji. No, toliko o samem projektu. Jaz bi o webinarju v bistvu najlažje govoril, oziroma da dobite sliko, kaj sploh to je. Dobro, zdaj smo nekako slišali, gre za spletni seminar, ampak kaj se da z njim početi. Jaz bom dal kot primer kar te naše webinarje, ki so potekali v prejšnjih mesecih. In sicer januarja je bila tema nujnost medijske strategije za NVO. Torej, spoznali so različne tipe medijev za različne tipe komuniciranja z javnostmi
kako ustvariti različne tipe sporočil za ciljne javnosti, orodje za merjenje uspešnosti, medijske strategije in tako dalje. Torej, na tej točki bi vam še mogoče tako, da dobite občutek, kako je to potekalo, na hitro pokazal en ta video, v bistvu tako kot nastaja tale video, o tem, kar je pač bilo na tem webinarju. Zdaj sem dal sharing desktop. Ok. Mislim, da zdaj vidite moj desktop. In tole je v bistvu video, ki je nastal na tem webinarju. Tako? Ok, tole se mi oči. Tako malo bom preskočil. Včasih se kateri webinarji... A ne, pardon. To je šlo za en drugi webinar. V bistvu za webinar o Facebooku, kot piše tudi tukaj. Ja, to sem hotel malo preskočiti, ampak dobro. Skratka, imeli smo tudi webinar, ki se je zadeval Facebooka in sem izbral poleg tega, ker nisem hotel kazati preveč teh videov, pa ta je bil tak najbolj zanimiv. Zanimiva izkušnja. No, pa če začnemo še vsebinsko, najboljše je Facebook prakse za nevladne organizacije. Najprej bomo pogledali, zakaj sploh na Facebook, zakaj tako lahko dobite vi več uporabnikov na vašo stran. To je neka nastavitev, ki jo pač samo vklukate za večji doseg med uporabniki. Potem, če pogledamo naslednji mini trik, naslednji trik je, da vi vključite direktna sporočila v vaši administraciji, da vam lahko ljudje pišejo kot organizaciji, kot vaši nevladni organizaciji in se vam to potem pokaže pod obvestili oziroma pod notificationi. Da to pokažem, kje se vidi. Tole je pa, tule možnost sporočil. Allow people to contact my private page privately by showing the message button. To pomeni, da vam ljudje lahko napišejo sporočilo oziroma mail in se bo dejansko vam pokazal kot recimo tale gumbe gor. Ta stvar je dal... Tako, bom še malo preskočil. Ne razumemo tega algoritma. Tako da se prosim ne obremenjevati preveč statistikov Facebooka, če dejansko ni, ne vem, v nekih višavah, ker dejansko ne ve, kdaj če je realna. Realno pa je, da vi pogledate, to je nek trend na Facebooku, to gre dol, to je pa trend na naši spletni strani. In veliko organizacij nevladnih uporablja Facebook tako, da vse, kar ima na spletni strani, povezuje na Facebook. In potem vi lahko spremljate Google Analytics ali vašo server statistiko. No, in še, če skočim bolj na konec, kjer so bila vprašanja. A si kon? Ok, tudi mogoče kak stavek več, tudi v tem vestniku, v tem objavi, se pravi, bravo, ker tudi lahko tukaj preberem. Malo več vsebine spet. Ok, to je pa zelo dobro opisan dogodek, se pravi, imate tudi citat in nek vsebinski paragraf in potem vabilo na predstavo. To se mi zdi super, link, super objava, kar tako naprej. Še malo preskočimo. Ok, z vami bi mogel nekaj bolj pogledati, objave se tudi vaše tukaj raznolike, da saj jaz osebno ne začutim točno kaj je vaša core zadeva. Ali mrežite video projekte, ali date na svoje dogodke. Iz Facebooka žal ne razumem, kaj ne bi jaz kot... No, tako kot primer. Webinar pa je vodil Matej Delakorda tudi s Studia 12. No, tole, tako je izgledal nekako tale webinar. Če se vrnemo nazaj. Tole. No, tukaj smo. Ja, in
Poleg tega smo imeli še teme, ki so zadevale recimo spletni video za večjo vidnost in promocijo projektov. Tukaj smo tudi prvo podali neka splošna načela, kako se lotiti sploh videa in tako dalje. V bistvu vodila sva skupaj webinar z Matejem. On je imel to bolj predpripravo, predprodukcijo na samo snemanje. Jaz sem pa pol imel drugi polčas, dajmo reči, bolj tehnične zadeve. No, zakaj to govorim? V bistvu, ker pri webinarjih gre ravno to, da nekako z različnimi informacijami, kot je, ne vem, preko tegale slideshowa, kot je zdaj, preko sharing desktopa, preko, ne vem, predvajanja videa o določeni stvari, se podaja informacije. Tako nekako, kot da bi bili v neki učilnici in pač to vse doživljali z prve osebe, ampak se to vse dogaja prek spleta. No, in zdaj, maja, pa imamo tale webinar in naslednji teden, tudi v torek, pa se bo zgodil drugi še en webinar, in sicer na temo množičnega financiranja oziroma crowdfundinga v NVO sektorju. Program tega webinarja pa bo zajemal osnovni razmislek o množičnem financiranju, specifika množičnega financiranja za NVO in potencialne platforme, premislek o spletu kot potencialu za pridobivanje ljudi, podpore in ne samo kapitala, predstavitev dobre prakse, recimo kot primer bo bil izpostavljen Radio Študent in kampanja Reši RŠ. Torej, če vas zanima, ste toplo vabljeni na tale webinar, ki bo potekal naslednji teden. Takole, gremo naprej. Torej, komu je namenjen in kako ga uporabljati? Webinarji v bistvu so kot neka vrsta spletni video tutoriali, s tem, da se pač dogajajo v živo. Poslušalec oziroma gledalec ima možnost neposredne interakcije z vprašanji o temi, ki ga podrobneje zanima, kot sem že omenil. Torej, za organizirati webinar je potrebna določena programska oprema oziroma program, s katerim izvedemo webinar. Mi osebno, dejansko govorim za Pino, smo pač testirali nekaj programov in ugotovili, da nam najbolj ustreza tudi po sistemu cost-benefit, pač koliko plačaš in koliko imaš. Tale AnyMeeting program, kjer zadeva poteka kar v redu. Kot ste videli, ste dobili dokaj jasen mail z podatki, kdaj, kako, kaj, kje stisniti, kaj stisniti. Chat na levi strani deluje v redu, ima možnost posnetka, torej da zadevo posnamemo, ima možnost vklopa, no, zdaj bomo to izkoristili toliko, da se vidimo na hitro, tudi web kamero, evo, mislim, da se vidimo. Pol, kot sem omenil, možnost sharing desktopa, bom ga zdaj z kamero, ker ni tako pomembno, da se me vidi. Evo, preko sharing desktopa pokažemo recimo tisti video, ki smo kazali, pa spletna stran mreže NVO Vid. Gor so tudi drugi videi, si lahko pogledate, pa ta teden bo potekala še ena v bistvu tale manjša konferenca,
dnevi vključujoče informacijske družbe, 14., 15. in 16. maj. Če vas zanima, kar kliknite pa pogledajte, da ne bomo preveč časa porabili samo za to. No, in takole lahko pokažeš zadeve čisto konkretno, označiš in je to takoj vidno ostalim. Dobro. Torej, ja, omenil sem ta program. Zdaj, na trgu oziroma na spletu bi lahko rekli, obstaja ogromno različnih programov, ki omogočajo izvedbo samega webinarja. In kot sem omenil, malo se razlikujejo med sabo, nekateri mogoče ne dovoljujejo toliko funkcij, nekateri dovoljujejo še kakšno dodatno oziroma mogoče manipulacijo med temi funkcijami in lažji preskok mogoče med eno in drugo zadevo, mogoče tukaj to poteka malo počasneje. Je pa teh programov ogromno, čim vtipkate noter v search web conferencing, recimo, dobite vse te programe, ki so na voljo. No. Ja, zdaj tako, gremo dalje. Kar sem govoril o programih in kakšna so pravila. No, kakšna so pravila, mogoče to, da ključ dobrega webinarja je predpriprava nanj. Torej, da je predavatelj opremljen z prej naštetimi pripomočki, s katerimi dosežemo, da je vsebina čim bolj jasna in zanimivo podana. Če pogledamo mogoče širše, je med večjimi organizatorji webinarjev, lahko bi omenil, tako malo sem zgooglil in sem opazil, ena spletna stran, ki ponuja dejansko webinarje, tako da se, mislim, da so določeni tudi zastonj, za določene mogoče malo bolj zahtevne, pa se mi zdi, da je neko plačilo, ampak v vsakem primeru je zelo zanimive zadeve ponujajo. Zdaj vam bom pokazal prek desktopa. On24. To ni nikakršna reklama, ne boste mislili, ampak se mi je zdelo fajn omeniti, kaj ponuja v bistvu splet kot tak. Vse tega je veliko, ampak tale se mi je zdel, sem malo prečistil, malo preiskal in tale se mi zdi najbolj tako zanimiv. Recimo tudi, ne vem, kako 10 korakov o planiranju dobrega webinarja, ne, lahko tudi najdemo. Tako. Imaš opcijo za se prijaviti, nekatere imajo tudi, da kot sem rekel, plačaš. Je pa tudi v zastonjskih nekaj. Dobro. Torej, v webinarju bi bilo nekako to. Ja, po mojih izpiskih, tudi časa, ki sem uporabil, mogoče je čas, da damo čas za vprašanja. Če imate kaj v zvezi s tem, kar pogumno na chat. Mogoče sem tudi kaj pozabil. Zadeva pa je fajn tudi, ker dejansko
vsak je v svojem doma, oziroma pred svojim računalnikom in ti ni treba se premakniti in dobiš zanimivo predavanje, dajmo reči, na dlani. Ja. Ja, mogoče tehnično, še to bi omenil, tehnično za webinar se mi zdi zelo pomembno tudi, da je dober zvok. Zato sem si dal tole kamero, tale mikrofon tukaj, da je čim boljše slišati govorca. Ker če se ne sliši, pol je cel proces v bistvu težen in tako, lahko podajaš zanimive informacije, lahko so zanimivi videi in tako dalje, ampak če ne slišiš, je zelo težko slediti in cel webinar lahko zelo hitro zvodeni. No, še kakšno vprašanje, poleg tega, da je to dobro? Ste izvedli kaj novega? Ja, ne? Ste si predstavljali, da je tako? Ne, interakcija ne poteka samo po chatu, imate možnost tudi priklopa normalno, tako kot imam jaz mikrofon vklopljen notri v računalnik, lahko si tudi vi vklopite not mikrofon, slušalke ali pa te zadeve, kot so za Skype in se lahko normalno pogovarjamo prek Skype, mislim, prek zvočno, ampak glede na to, da gre za webinar, ki je namenjen večjemu številu ljudi, pol bi prišlo do takega malo kaosa, bi se težko sporazumeli, bi težko določili, kdo bi pa zdaj vprašal, kdo bi pa zdaj govoril, ful časa bi porabili samo za koordinacijo, kdo bo kdaj kaj govoril. Zato v tem primeru uporabljamo ta način, da vodja webinarja govori in poslušalci napišejo na chat, kar jih zanima. Lahko se tudi organizira one-to-one oziroma ena webinar, tam pa verjetno brez problema poteka tako kot Skype neke vrste. Sej, v bistvu to je kot neka nadgradnja Skypa, s tem, da pač imaš te možnosti teh prezentacij malo bolj v živo in skakanja iz enega na drugo, šeranja desktopa. Tam recimo pri Skypu, dobro, že dolgo nisem Skypal, ampak mislim, da nazadnje sem kazal desktop z samo web kamerico, ne. Pol se ni videlo, pa je bilo megleno, pa je kaj štekalo, pa tako dalje. Me zanima še kaj, mogoče, no, tehnično mislim, da sem kar obdelal, vsebinsko, ja, vsebinsko, kot sem prej omenil, mogoče, ja, fajn, zdaj boste videli mogoče tudi v drugem delu, kjer imam malo več tega materiala pripravljenega za prikazati pač videe in tako dalje, boste videli, kako to poteka. No, recimo konkretno, tako, že če govorimo o webinarjih in programih zanj, opazil sem eno pomanjkljivost pri temle programu, ponuja možnost šeranja videa preko YouTubea, ampak ne moreš pa šerati video preko Vimea. Zato sem vam tisti video prej pokazal preko v bistvu mojega šeranja desktopa in preko zvočnikov, ki jih imam na mizi, ki sem dal bližje mikrofon, tako da se je slišalo, kaj pač v videu potekalo. Mogoče bi mogli pisati, pa bi to dodali, ampak verjetno že to vejo, da ima to pomanjkljivost. Dobro, pol urce, bomo šli dalje.
ker nas čas preganja. Zadnje pol urce, ja, tako smo se zamislili, da bi webinar sam potekal nekako 1 urco in v zadnje pol urce bi namenili prav globokemu debatiranju prav o vsem tem, kar sem pač povedal. Zdaj pa samo tako, malo o samem webinarju. Kar pogumno, naj vas ne bo strah. Gremo dalje. Gremo dalje. Ok. Torej. Animacija. Kaj mi je vrglo. Dobro. Animacijo smo tudi nekako vključili v tale webinar. Sicer o animaciji bi lahko govorili samo na enem webinarju in še ne bi povedali veliko, ampak smo jo pa vključili toliko, da pač mogoče za nekoga, ki nekaj slišal ali pa ki se zanima, da bi kaj rad naredil, da tle dobiš vsaj osnovne informacije, kako neka animacija poteka. V bistvu, kaj je animacija? Beseda animacija izvira iz latinske besede animatio, oživljanje, spodbujanje, navdušenje. Ta pa ima izvor v besedi anima, duša. Danes razumemo animacijo kot hitro prikazovanje zaporedja slik dvodimenzionalnega ali tridimenzionalnega modeliranja z namenom, da bi se ustvarili občutek iluzije gibanja. Torej, gre za neke slikice, ki se prikazujejo v zaporedju in nam dajo torej ta učinek gibanja. Tako kot dejansko se dogaja pri filmu, ki, kot vemo, imate 25 sličic, verjetno ste slišali, na sekundo in ustvari pač ta feeling, da dejansko zadeva teče, kot v nekem realnem času. Je podobno pri animaciji, s tem, da tle se malo razlikuje. Bom povedal malo kasneje, kako in kaj. No, kakšne vrste animacije poznamo? Poznamo v bistvu računalniške animacije, in sicer dvodimenzionalne in trodimenzionalne. Zdaj vam bom dal en video primer dvodimenzionalne animacije. What's up, guys? I'm Adrian from Tits Plus. Skratka, South Park je narejen v bistvu z uporabo tehnike 2D animacije. Zdaj bom malo kliknil naprej, da vam bom dal en primer, kako zadevo animirajo. V bistvu v nekih programih, kjer, dobro, v tem primeru je bil pač uporabljen After Effects, zadevo, mislim, glavni lik nekako narišejo in pol dele po dele spreminjajo obliko, dela po delu, in pol, ko enkrat del za tem delom predvajamo, dobimo ta občutek, da se zadeva premika. Mogoče. Malo naprej. In z različnimi keyframe v bistvu premikamo vsako zadevo, ki damo zraven.
In ko daš ful teh koščkov enega za drugim in dejansko te koščke pol povežeš ene z drugim v neko zaporedje, dobimo ta občutek premikanja. Recimo, kot zdaj ta plesalec. Taking care of, you can take a background, drag that into a new composition, and then you can take the puppet that you just animated and into. No, ta način animacije se zgleda zakompliciran, ampak še vedno spada pod dokaj klasično easy animacijo, bomo rekli. Zadeve se pa začnejo komplicirati pri 3D animaciji. Zdaj vam bom pokazal še en video. Ja, to je dejansko animacija. Najbrž so za modeliranje in ustvarjanje tega uporabili, ne vem, pol leta. No, mogoče nekdo izkušen to naredi malo hitreje, ampak spet tle gre ogromno enega časa. Torej, ti dve animaciji sta taki, dajmo reči, zahtevni, ampak obstaja še ena podvrsta animacije, in sicer stop motion animacija. Stop motion animacija pa je animacija, ki v bistvu, pri kateri se ustvari fotografijo oziroma sliko in se te slika za sliko, spravi v neko zaporedje in s tem dobimo ta občutek tega gibanja. Ko vse te slike, ki smo jih fotografili, združimo in jih hitro predvajamo, eno za drugo, se ustvari pač gibanje. In le, če si slike sledijo v pravilnem zaporedju, dobimo ta res občutek, kot da smo nekako uživeli zadevo. Stop motion animacija je lahko narejena iz različnih stvari ali materialov. Recimo, lahko animiramo plastelin, lahko iz Lego kock zadeve sestavljamo in gradimo, ne vem, grad oziroma možička premikamo. Ta vrst oziroma podvrst animacije je mogoče za nekoga, ki bi rad se prvič preizkusil, sploh če mu je zadeva zanimiva oziroma da dobiš sploh občutek, koliko časa in kaj vse potrebno z animacijo, v bistvu to je taka najbolj priporočljiva varianta. Ja, s tem, da pri tej animaciji spet brez programa, ki ti olajša malo življenje, ne gre. Tukaj na Pini smo pred leti ustvarili oziroma organizirali en kratek tečaj animacije in zdaj vam bom pokazal v bistvu
kaj je nastalo. Upam, da se video v redu vidi in da stvar poteka kot mora. No. Za tole animacijo, ki traja minuto 10 sekund, smo rabili 3 dni trdega dela. Mislim, da je bilo več kot 7 ur na dan. 5-7, mislim, da zadnji dan smo pol potegnili še kakšne kose. Skratka, res ogromno enega časa. Smo si pa zadali, dajmo reči, lahko delo, smo vzeli šalce, malo plastelina in dihnili dušo z prikazom te nekakve ekspresije na samih šalcah teh naših glavnih junakov. In to je v bistvu naredilo nekako ključno zadevo pri tej animaciji. Ne. Če ne šalca kot taka, pač se lahko premika po, ne vem, mizi, lahko skače gor, dol, levo, desno, ampak čim daš neke te elemente, ki jih ima človek, oči, usta, ki izražajo neke emocije, pa takoj dosežeš čisto neko drugo dimenzijo. Kot sem omenil, veliko si pomagaš z programom pri stop motion animaciji. Pač mi smo uporabili tale program, ki spet, kot sem omenil, je cost benefit zadeva dokaj ugodna. Mislim, da je bil $50, nekaj takega. Skratka, deluje v redu. Vam bom pa prav pokazal z videom, kako dejansko deluje. Te programi so nekako vsi na isti bazi narejeni. No? In sicer, prvo vam razložim teoretsko, pa potem bomo pogledali video. Z fotoaparatom, ki je priključen na računalnik in preko tega programa, se pač računalnik se poveže z fotoaparatom in lahko preko računalnika stisnemo gumb in naredi sliko. Na samem ekranu vidimo, od računalnika vidimo to sliko, ampak ta program nam ponuja to, da nam pokaže prejšnjo sliko, ki smo jo naredili, ampak jo malo zamegli, tako da vidimo prejšnjo sliko in sliko, ki jo bomo šele naredili. Tako da lahko opazimo, kakšen bo ta naš premik te naše, ne vem, v našem primeru je bila šalca. Za koliko bomo premaknili šalco, da bo v naslednjem
v naslednji sliki dovolj dobro, da lahko to zaporedje slik bolj pride do res tega nekaj take posnetka, da je fluiden, da teče. No, tole bom pokazal, kako teka. Bomo malo preskočili naprej. No, skratka, kot vidite, tle je ta ključni del, kjer najbolj razloži, kaj narediti. Tudi druge zadeve pomagajo, če se res lotiš ene animacije zaprav, vse to, kako lahko pogledaš nazaj, kakšne barve dati, kupenih nastavitev za resolucijo slike, za prehode med eno in drugo sliko in tako dalje. Ampak to je najbolj ključno, da ti lahko vidiš sliko, ki si jo slikal malo pred tem, da veš, za koliko boš premaknil nožička, da bo, glava na svojem mestu, ampak če bo on premaknil roke, da se bodo samo roke premikale, da se ne bo tudi glava in pol telesa. Taka animacija pride zelo popačena in deluje zelo ceneno. Mislim, da program tudi ponuja, če vzamete demo verzijo, da mislim, da ima samo omejitve, kakšno velikostjo slike lahko eksportaš zadevo. Za se poigrati in za testirati je dopisno. Na internetu se dobi vse te tutoriale, kako to zadevo povezati, in kakšne stvari paziti in tako dalje. Tako kot primer bom dal še en video, ki je pač nastal na tej delavnici, pač čisto drugačen od tega šalcem, da dobite občutek, kaj se da še narediti. No, taka, simple, easy zadevca za en tak workshop, ki je trajal 3 dni, ok, pač ta skupina šalcami si je vzela dosti več časa in truda in tudi so šli čez rok in vse skupaj. Ta pa je se malo tudi hkrati pozabavala, malo vse, kar so najdli na mizi v okolici, so podnesli, so dali na mizo in vse te zadeve animirali in so skakali gor, dol. Še sami niso vedeli točno, kaj bi naredili, ampak na koncu
je nastal zanimiv črviček, ki gre na to morje, kaj je to, pšenice, nekaj takega. No, ne me slabo razumeti, tudi ta ni bil hec za narediti. Vsako to zadevo, recimo, že samo odpiranje škatle, ne, ki tle traja 2 sekundi, to moraš vsak premik slikati od tega, kako se ta škatlica odpira. To je bilo tle, ne vem, recimo 20 slik, če za vsako sliko porabiš, ne vem, 3 sekunde, pa premakni, pa slikaj, pa naštimaj še malo bolj odprto, pa slikaj, pa še malo bolj odprto. Je samo za premik bilo porabljeno, ne vem, 10 minut, recimo. No, dobro, vse smo naredili. Takole. Ja, gremo dalje z mojim slajčom. Torej, tehnična in programska oprema za ustvarjanje animacije, sem bil kar govoril. In ključno vprašanje, če bi se jaz oziroma pač lotil neke animacije, zakaj izbrati animacijo in ne recimo, ne vem, zadevo posnet in zmanjšati čas, ki ga rabimo, zmanjšati sive lase, ki jih dobimo po vsem tem slikanju in premikanju za milimeter zadev in tako dalje. Predvsem, kot sem rekel, veliko vlogo igra tudi čas. Čas, ki ga imamo na voljo. Če vemo, da mora biti zadeva narejena v nekem določenem roku, je boljše se niti ne lotiti, oziroma če imamo, ne vem, par dni ali pa en teden na razpolago, animacija lahko nas zelo, zelo globoko popelje notri v to delo in porabimo 3-krat več časa dejansko, kot smo si ga splanirali. In pol nimamo ne eno ali drugo. Recimo, če najdem primerček, če hočemo narediti animacijo možičkov, ki se premikajo na neki ulici, recimo da ulica na rislu, in te možički se premikajo, ne vem, ta množica, ki vrga gor pa dol. Dosti prej naredimo, dobimo isti učinek, isto informacijo, dosežemo, če gremo na ulico s kamero in posnamemo, ne vem, recimo 10 minut, 15 minut tega dinindaja ljudi, kako hodijo po ulici in ne vem, recimo, da to še potenciramo, pol damo, pohitrimo zadevo in dobimo ta dodatni dinamični efekt. Z animacijo bi že samo to, da ustvarimo te lutke in jih premikamo eno za drugo in da se, ne vem, množijo in da se nikoli hodijo in porabimo takoj lahko sigurno en cel dan, mimogrede. Druga zadeva je, ki je pa bolj pomembna, oziroma, ja, pomembna, različno prikazovanje informacij, ko gre za neke širše pojme ali družbene teme, kjer je težko posneti tak video material, ki bi bil ustrezen oziroma ki bi si vizualno navezoval na informacije, ki jih želimo podati v videu. Če recimo govorimo o nekih, ja, družbenih temah, ne vem, o nekih inštitucijah, o nekem, dajmo reči, zadevah, ki niso tako primerljive, pol mogoče je boljše izbrati animacijo, ker dejansko te zadeve nekako lahko vse ustvarimo na tem našem, ne vem, papirju, zared. Težko, ne vem, gremo ne vem, neko državo in posnamemo neka dogajanja pred nekimi, ne vem, velikimi stavbami ali ta pravi občutek, ne, tega. No, primer, bomo dal tale video, ki je nastal, ki ga je ustvaril naš prostovoljec, v zvezi z ključnim
kompetencami za vse življenjsko učenje. Sliši se, kot sem omenil, jaz ne vem, kje bi začel sploh video snemati in kako bi izgledala montaža takega videa, da je bolj jasen, razumljiv in da ni monoton, da ni nekdo, ki ne vem, razlaga zadevo pred kamero v neki učilnici. No, on si je izbral način podajanja informacij z to animacijo in da vidimo, kaj naredimo. No, mogoče ni potrebno gledati celega, ampak ste dobili idejo, kako se je to potekalo. Risal je, pač ima ta dar, da lahko lepo nariše zadeve, tudi pomemben faktor. Mislim, da je en teden bil vsak dan, ko se to polje še zadevo mogel zmontirati nekako, ko imaš ta žal material, dodal je zvok, voiceover je zelo pomemben, ampak ogromno enega dela že samo s tem možičkom, da skoči na drugo stran in ulovi to jabolko, če si predstavljate, je treba narisati v vsakem položaju na novo, zbrisati na novo položaj, proporcije morajo biti približno iste, da ne bo enkrat, ne vem, ogromen, drugič zelo majhen.
Skratka, en kup enega risanja. Dobro, tudi idejo si je dobro zastavil. Imel je clipboard, to piši briši tablico, tablo, malo je osvetljiv z eno konstantno svetlobo, da se ne spreminja slika in risal. No, to je tako za, govoriti o ključnih kompetencah na, določenih seminarjih ali pa izobraževanjih. Je super didaktični video, ne. Jaz si ne predstavljam boljšega, ne vem, kako bi si lahko ustvaril boljši video, tako da bi ga posnel. Mislim, ni šans, da bi s posnetki dosegel tako, raznoliko sliko, bom rekel. To zanimivo, vse čas, da sem kar gledal, nisem mogel verjeti, da je ustvarjal take zadeve. Tako. Vse nekako tudi povezano in ja. No, ne bom preveč video došli. No, ta primer se mi zdi zelo jasen, zakaj izbrati nek način podajanja informacij preko stop motion animacije ali pa prek videa. Ne. Torej, če nekako povzamem, v bistvu gre za različno občinstvo, z ciljno javnostjo, so primerni različni načini podajanja informacij. Na primer, če gre za didaktični film kot je tale, ki se bo predvajal recimo v osnovnih šolah, je ciljna publika mlajša, torej bo animacija sigurno bolj pritegnila. Pač pozornost bo večja, učinek videa bo bolj močen, kar sigurno ne bi dosegli z nekim intervjujem ali pa dokumentarcem. No, kot zaključek pri tej temi bi rad samo poudaril, da dejansko za stop motion animacijo moraš imeti voljo in potrpežljivost. Te dve zadeve sta ključni. Če misliš, da boš danes se neki lotil in jutri dokončal, ker je v sredo petek rok, bo težko stopiti. Če pa si vzameš čas in malo premisliš, pa lahko nastane res zelo zanimive zadeve. Spet smo pri tisti točki, kjer mi lahko kaj vprašate na temo na chatu. Z veseljem odgovoril. Ni vprašanj? Upam, da vas nisem prestrašil. Vse ni tako težko, ampak pač. Tudi v našem primeru, jaz sem bil udeležen v tej delavnici, ko smo delali te CAPS. Potem smo si tudi malo pomagali recimo v montaži, z določenimi poudarki nad kakšno sceno, ko gre malo zoom kamera, pa to narediš recimo digitalno in treba vsako sliko zoomirati za malček in tako. V bistvu dobiš slab ta efekt, ponavadi zoomiranje ustvariš raje v postprodukciji. Pa kaj še? Ja. Fajn je tudi, da imaš recimo ekipo nekako, recimo, da si dveh, treh, da se pol izmenjuje te vloge, ampak da nekdo skrbi recimo za slikanje, torej za stiskanje gumba, ker računalnik mora biti na mizi, ki je zraven sicer, ampak ni toliko zraven, da lahko delaš vse hkrati. Pol eden mora biti čisto, dajmo reči, utopljen v to zgodbo in to premikanje in kam bo šel naš glavni igralec, kako se bo premaknil, zakaj se bo tam premaknil, kdaj bo vstopil v sceno ta drugi igralec, ta druga šalca v našem primeru.
kako se bo premikala, zakaj se bo premikala na drugačen način, da bo drugačna od ostalih, da bo zgodba bolj pekovna. In pol tretji, da te spodbuja in rešuje probleme, ki nastajajo zraven, nekaj, ko je eno drugi dela, recimo. Torej, vse jasno? Ja, mogoče sem pozabil omeniti programe za 3D animacijo. Ja, najbolj enostaven. To je tako zelo triki vprašanje. Ne vem, če obstajajo enostavni 3D programi, ampak recimo razširjen je vedno bolj Blender. Tega se dobi tudi, je odprtokoden, torej zastonjski, totalno. In ker se v zadnjih letih kar razširil, je tudi velika podpora nastala z njega. Torej dobiš dosti didaktičnih videov na samem YouTubeu. Dobiš tudi, ko bi rekli, te neke predanimirane zadeve, se mi zdi, da se da dobiti, kjer, ne vem, recimo neke osnovne načine, kako je nekdo hodi, se mi zdi, da se da dobiti, kako ti to opremiš, ne vem, s kakšno barvo, kakšen bo ta človek, ali bo to, ne vem, tekol, ne vem kaj. Prvi pač je na tebi, ampak ta osnova, ta nek skelet, mislim, da se že da dobiti preprogramiran, prenarejen naprej, nekako. Blender je zelo razširjen, potem so pa programi, ne vem, kot je recimo Maya, ne morem bih reči, da je easy, ampak je zelo širok. Pol Adobe Flash je, dobro, ne, Adobe Flash je za 2D animacijo, ampak 3D je en tak program. Žal ni enega programa, da bi rekel, ta ti naredi pol dela, naredi mogoče pol slabše, ampak ti naredi pol dela, ni nekih shortcutov pri 3D-ju, ne. Jaz priporočam vedno, da se čez malim, ker recimo, da mene je zanimalo to malo, odprl sem bil na enem tečaju Blenderja, tudi na Pini smo enega organizirali. In to je res klikanje za dva premika, ne. Lahko porabiš 2 dni za narediti premike na roke osnovni. Tako da priporočam raje, da probaš, če sploh, ne vem, je animacija zate, tako da animiraš nekaj v 2D-ju oziroma stop motionu in pol greš dalje. Še kakšno vprašanje? Če ne gremo naprej, ura hitro teče, nič ne reče. Ja. Dobro. Aha, tukaj je bil nastak. Video, ok. Glede videa pa je tako dan, mislim, na videu lahko spet, kot smo tudi že omenili, smo uporabljali webinar samo za, bomo reči, video področje, ampak sem ga nekako vključil, ker sem tudi tako nekako zaobiti te zadeve, multimedije, kot orodje in način izobraževanja in informiranja. Na Pini v bistvu dostikrat prek
prek video ali preko videa kot tutorial ali preko video delavnic ali preko videa kot dokumentiranja nekaj dogodka ali pa stvarjanje dokumentarcev. Vedno nekako se približujemo dosti uporabe videa v naših projektih. Ravno za dosego teh načinov izobraževanja in informiranja. Recimo ravno prejšnji teden smo organizirali eno kratko tridnevno delavnico o osnovah snemanja in montaže. Na tej delavnici so udeleženci prvi dan razglabljali o scenariju, ki je moral biti v bistvu vezan na Evropsko unijo. Ogledali so tudi nek kratek predstavitveni video za uvod v samo EU tematiko. Potem pa so se razdelili v bistvu dve skupini in so vsaka skupina je sestavila nek kratek sinopsis, ki je bil potem temelj za kasnejše snemanje, ne, na sami lokaciji oziroma na ulici in tako dalje, ko so šli. No, če bom pokazal primer, kaj je nastalo na tem celodnevnem majhnem tečaju. No, kot ste videli, v bistvu tukaj bilo skoraj da, lahko bi rekli, povezali tudi z animacijo, taka zelo osnovna animacija z temi zvezdicami, ki so se počasi množile na tem kavču. Če bi bilo več časa in tako, verjetno bi izbrali kakšno boljšo površino, bi, ne vem, animirali še te zvezdice, ne vem, se kar pojavijo, prihopljajo, prihopsasajo notri v video in tako dalje, recimo. Ampak dobro, za en tak kratek trodnevni workshop, mislim, da so se v bistvu ful stvari naučili, pol so tudi to zmontirali in poskrbeli za glasbo, logotipe na koncu. Tako da ja. No, ja. To je bil pač primer videa, ki nastane na majhni, kratki delavnici. Zdaj bi vam dal primer enega predstavitvenega videa, ki smo ga ustvarili preko enega projekta za opolnomočenje
malo preskočil. No, to je tako nakratko primer kot neke vrste predstavitvenega videa. Tukaj je ključno, da ni predolg, torej ta traja recimo 2 minuti 30, da zajema ključne informacije tega društva v tem primeru, ki se ukvarja s plesom, da v bistvu prikaže njihovo delo skozi ples seveda, ampak dejansko na nekem dogodku, da je to živo, da se zadeve povezujejo. Na detajle treba paziti veliko pri takih predstavitvenih videih, da nimamo samo neke široke kadre. Zdaj bom imel še en primer videa, ampak tukaj bo šlo recimo za predstavitveni video nekega dogodka. Spet govorimo o nekih predstavitvenih videih, ampak v tem primeru, ko bom zdaj pokazal, pa je za nek dogodek, ki se je zgodil v Ljubljani. Spet, dolžina je pomembna, ko gre za predstavitvene videe, da ni predolgo, ker če ne gledal, še to, ker je včasih kratko, ne pogledam, kaj šele, če je predolgo. Takole. Tudi nekaj grafike na začetku pomembne. Tako, za nek uvod. A tale video se ne vidi? Bere? No. Zdaj dela? Super. Tukaj smo si celo dovolili malo predolgo varianto. Nekako poskusi dobiti res zvezdice od nekih izjav, ne? Da te pritegnejo, da to mogoče si gre kdo ogledati cel video ali pa pride na neko drugo konferenco na podobno temo, ko se organizira naslednjič. No, slučajno sem izbral ta video, nisem hotel nič promovirati. Malo preskočil. To je takrat, ko so bile volitve evropske.
No. Tale video je recimo kratek povzetek o tem daljšem, ki bi ga rad tudi samo na hitro pokazal. Ne bom izbral istega dogodka, ampak drugega. Ki je bil sklopu istega projekta, ampak se dogaja v Mariboru. Te pa gre za celotno konferenco, ki je takrat nastajala, mislim, ki se je takrat zgodila in traja, kot vidite, 3 ure 55. Je pa res, da je not vse in tukaj pač na takih zadevah, ko se snema, je pomembno spet zelo dobro posnet zvok, saj lahko gledaš video, ki se dobro sliši tudi v ozadju in počneš kaj drugega, ampak obratno, da ima ful dobro sliko in da je zvok skoraj za nič, pa zelo težko požreš, tudi če te ne vem kako zanima. Da se je še na nivoje zvoke postavljeno. In pri takih dogodkih je tudi dobro imeti dejansko več kamer na istem dogodku, da ustvarimo to dinamiko zrezi, bližnje plane in tako dalje, saj s tem dosežemo, da ni tako zadeva monotona. Ne? Ravno tukaj ni bilo nobenega reza. Tako pa, da se lahko podpiše normalno, se človeka vidi. Tako, primer. Če imate kakšno vprašanje v zvezi z tem področjem teh videov kot orodje za izobraževanje in informiranje, mi kar pišite, bom prav sproti odgovoriti. Drugače pa bom pokazal še en video. Recimo projektne predstavitve. Video kot projektna predstavitev. Imamo projekt, ki je super, ki se dogaja v različne zadeve, ki zajema različne aktivnosti, različna področja, različne place. In če imamo tako različno razgibano zadevo, potekne in če jo snemamo ali pa slikamo, lahko ustvarimo en zelo zanimiv predstavitveni video v samem dogodku, v samem poteku tega našega projekta. In sicer dalje. Malo skočim. Te slike, ki smo ustvarjali med samim projektom, smo nekako vključili v to predstavitev. Tako da nekdo, ki, ne vem, projekt recimo potekal, ne vem, se mi zdi, da 6 mesecev. In nekako sem to
z vprašanji, ki sem jih postavljal organizatorjem oziroma vodjem projekta, skozi slike pripovedovati celo zgodbo, kako je to potekalo. Da se vrnem na slajde, tako da bi bil občutek, kje smo. Bolj kot končno kot temežle. Torej, kot orodje in način izobraževanja in informiranja, video dokumentacijo dogodkov v okrogih mest, projektne predstavitve, kot smo ravno kar videli, ustvarjanje tutorialov, dokumentarnih filmov in tako dalje. Skratka, video nam lahko služi in ga lahko uporabljamo za vse tole, kar sem zdaj opisal. Sicer, ja, zajema en priprave, vsaj osnovno tehniko, kamero in program za montažo, ampak pol lahko zadevo zelo lepo sestavimo in predstavimo na naši spletni strani, zdaj je zelo popularno deliti videe in tako dalje preko Facebooka. In imamo tudi en dokument, ki dokazuje v bistvu nekako cel potek nekega projekta. Zdaj, če vas zanima, vam pokažem še primer dokumentarnega filma, ki je nastal zdaj pred kratkim in je v bistvu ga spet nekako idejo oziroma režijo nam pomagal sestaviti tale fant, ki je pri Napini kot prostovoljec in je ustvaril tisto animacijo, ki smo prej gledali. Pardon, sem pravi video. Dobro. Vi pa kar pomislite v kakšnem vprašanju. No, spet neka osnovna 2D animacija na začetku z nekimi osnovnimi orodji, ki jih dobiš v samem programu. Skratka, gre se za to, da smo sledili eni skupini, ki je imela študijski obisk v Bruslju in skozi to skupino smo ustvarili tudi neko zgodbo in zgodbo, ki se v bistvu navezuje na aktivno državljanstvo.
Rad bi poudaril spet pomen posnetka dobrega audija. Torej, skrbeti za to, da bo naš intervju čim bolj čist, ne? Da se bo dejansko zelo dobro slišalo, ker če ne, je zelo moteče za gledati. Navajeni smo tudi gledati malo slabše posnetke, slabše resolucije, slabše kvalitete videa, ampak če je zvok za nič, če ne slišimo, kaj ljudje govorijo, je res težko in pač ne gre. Mi smo tukaj naredili tudi eno napako, upam, da bom uspel hitro najti. In bom dal primer, kaj pomeni posnet slab audio, ampak ker smo ugotovili, da je pomembno to, kar je povedal, smo pustili noter, ampak je bilo res na meji. Nekaj smo poskušali rešiti z programom za, ne vem, kako bi rekel, za sčistiti zvok in tako dalje, ampak to je v redu, to ni to, tako za tem bo. No, to je bil primer, ko se ti kabel izključi z fotoaparata in ker je fotoaparat, ker ni prav prava kamera, ker nimaš slušalk, ne slišiš in tako dalje. To pa je z mikrofonom. In ne bo spet ista napaka. In spet posneto na dober način. Tako. Jaz mislim, da sem izrabil vse moje vire in podatke, sem si jih zadal za tale webinar. Sem na voljo, rade volje bi vam odgovoril na kakšno vprašanje, vsebinsko, tehnično, o teh treh temah, ki smo jih nekako obdelali danes tukaj. Nisem hotel iti preveč globoko v te teme, ker so lahko hitro zelo zakomplicirajo, ampak toliko, da veste neke osnove, če se lotiš nečesa, nekaj moraš paziti, to da pač tako ali drugače moraš imeti nek program. Ko smo videli v velikih primerih, tudi v koncu v montaži, rabiš nek program za to spraviti skupaj. In to je dejstvo, ki pač pride skupaj z neko multimedijsko produkcijo. Kaj le vam še povem? Vidite mi kakšno vprašanje, da se vam počutil malo bolj koristnega. Tukaj na strani informacijska-družba.org dobite več informacij o tem, kaj počnemo, o teh projektih, o recimo tem dogodku, ki se bo zgodil v Ljubljani in tudi drugod, ampak v Ljubljani bo nekako glavnina teh okroglih miz, oziroma okrogla miza bo potekala v Ljubljani, tukaj prijava, govorci, urnik, teme so zelo zanimive. Ja, v kratkem bo prišel ven tudi video, sploh video na temo
informacijske družbe. Prva oddaja bo zajemala digitalno agendo za Evropo. Ja, vem, veliko vas verjetno se sprašuje, kaj je to. Mogoče ste tudi slišali, jaz tudi predtem sem začel delati na tem projektu, nisem nič vedel o tem. Ne bom zdaj odpiral te teme, ampak mogoče pogledajte si, malo sledite tem zadevam, ki se objavljajo na strani oziroma ki jih šeramo preko Facebooka in boste izvedli v naslednjih dneh mnogo več. Ko se nam izdela izkušnja v webinarju, ste že bili na webinarju, zanimivo, dovolj interaktivno, mogoče preveč. Zanimivo. Super. Po mojem bo tudi zelo zanimiv tale, ki prihaja na naslednji teden. In če delate, če vsi nekako delamo na tem, da so naši dogodki vidni in opazni. Zato sem dal tudi tisti primer prej o webinarju o Facebooku. Jaz nekako Facebook poznam in nekako razumem poslovanje in delovanje, ampak tam so zelo, zelo koristni primeri, kako malo bolj to sistematično početno. In dejansko s par zadevami, da samo spremenimo to, da malo premislimo in sistematiziramo naše objave in malo pogledamo tudi znotraj, kako Facebook deluje, lahko dosežemo še boljši nekako rezultat, večjo vidnost. Jete si video, jaz sem kar ostal presenečen, ko sem včeraj malo brskal to, kar smo počeli. Pač nisem bil deležen na webinarju, ampak me je zelo prijetno presenečen. No, tudi ostali so zanimivi, ampak take zadeve, ki si rečeš, se to vem, to kaj Facebook, se vem, kaj je to, postneš gor dve fotke in napišeš mobila in to je to, ampak lahko je veliko več, je kar močno rodje. Več Blender, če sem prej pokazal. In to je tale Blender, njegov logo. Ja, dobra stvar pri tem Blenderju je, to je fajn poudariti, ponovadi ti programi so zelo požrešni, napiš ne vem kakšne računalnike in tako dalje. Blender so tako dobro razvili, da dejansko dela, ne vem, XP, smo komot furali tisto delavnico, res, ne vem, očitno, ker je nastal ta znotraj ljudi, dajmo reči, to nek community, ki vsak prispeva malo te neke kode, verjetno deluje tako dobro, jaz ne vem, ampak brez problema fura tudi na malo starejših računalnikih z ne vem koliko rama in grafičnimi karticami in tako dalje. Medtem ko pa kakšni drugi programi plačljivi, znajo biti dosti bolj požrešni del tega. Prejšnje webinarje pa najdete na spletni strani, oziroma ne vem, če so postali na spletni strani
mislim, da so na Vimeo profilu od Studia 12. Torej Vimeo, ne YouTube, če boste iskali, ker pač Studio 12 ima vse profil na Vimeo. In no, tudi veliko drugih firmnih zadev imajo. Webinari pa so malo bolj od zadaj, recimo na drugi strani je tale po Facebooku in tretji in četrti mislim, da so tale recimo spletni videi za večjo vidnost in promocijo projektov in na četrti strani pa je tale medijska strategija. Kje bi mogli biti še? To je to spet. No, tukaj so vsi. Samo malo nazaj, treba klikati. Dobro, če ni vprašanj, bi počasi zaključil tale webinar. Upam, da ste se imeli fajn, izvedli kakšno zanimivo več, da boste mogoče zdaj vedeli vsaj približno, v katero smer zgužjo. Ker meni je tudi to včasih problem, ker je toliko nekih informacij, ki sploh ne veš, kje začeti. Zdaj, če dobiš neko vsaj prvi nek stik z ničim, ne vem, da veš, da je ta program bolj primeren, da ni tako drag, da deluje dobro in ne vem, se da ustvariti z veliko volje, kakšno zadevo, pomaga, malo te spodbudi, pa te malo motivira in začneš kje nastane. Kot veste, mislim, da tudi na spletni strani piše, da smo tudi na voljo za mentoriranje. Mentorstvo in multimedija jeziček, še odnosno. Tudi to ponujemo. Člani vsebinske mreže in nadaljnih organizacij vključujočo informacijsko družbo nudimo brezplačno dolgotrajno podporo na naslednjih področjih, uporabo programa in storitev, multimedijska podpora dogodkom in akcijam, uporaba interneta za demokratično udeležbo, pravna pomoč za prosto programe. Torej, ki pišete mail in tako dalje. No, tukaj so webinarje, tudi druge zadeve. No. Jaz sem omenil samo webinar, ampak je recimo izdelava spletne strani s pomočjo brezplačnega CMS-a. S tem pa bom zaključil. Hvala za vašo pozornost in srečno in kreativno delo še naprej.